Lep pozdrav, moje ime je Miran, sem energijski trener za uspeh. Danes bom govoril o tem, kaj je sploh partnerstvo. Poglejte, moja definicija partnerstva je: partnerstvo sta dva srečna, zadovoljna, zabavna, samostojna in uspešna posameznika, ki drug z drugim delita življenjsko izkušnjo. To pomeni, partnerstvo ni, da nekdo išče nekoga, ker je tako osamljen, da mu bo potem lažje. Partnerstvo ne pomeni, da dejansko iščemo, ker sami se ne znamo motivirati, potrebujemo nekoga, ki nas bo spodbujal, potrebujemo nekoga, ki nas bo sprejemal. Glejte, da se razumemo, partnerstvo absolutno vključuje spodbujanje, podpiranje, motiviranje, sprejemanje. Ampak prvi korak k nekemu zdravemu, čudovitemu partnerstvu je v bistvu, da sami sebe sprejmemo, da sami sebe znamo spodbujati, da sami sebe znamo motivirati. Ker v bistvu, glejte, nihče ne more nekoga osrečiti, ki je nesrečen. Torej, naša prva naloga v življenju je, da sami postanemo srečni, da sami postanemo zadovoljni, da sami postanemo zabavni in da sami seveda postanemo tudi uspešni. Glejte, koliko problemov v nekem odnosu je dejansko nastane zaradi tega, ker imamo finančne težave, ker imamo, kakršnekoli težave, ki so bom rekel, s temi stvarmi povezane. Tako da v bistvu, glejte, in seveda če želite zgraditi tako partnerstvo in ne znate postati srečni, ne znate postati zadovoljni, ne znate postati, bom rekel, zabavni, potem morate najti nekoga, ki vam lahko to pomaga, in to zagotovo ni partner. Ker v bistvu, glejte, v partnerstvu gremo vedno na nekem istem podobnem nivoju. Če pogledamo samo neko igro, če se hočete igrati neko igro, recimo da rečemo namizni tenis. Glejte, bodimo čisto iskreni. Ali si resnično želite igrati namizni tenis z nekom, ki bistveno slabše igra, kot igrate vi? Odgovor je poglejte, če rečemo tako po domače, če je iz nekega nivoja, recimo, da spoznam neko dekle, žensko, ki mi je izredno všeč, jo želim osvojiti in tako naprej, potem seveda bom šel nek ekstra korak in bom šel na mizni tenis, ki bo del neke moje, ne bomo rekli, te osvajalske strategije. Ampak v bistvu potem, če pa bova ostala v partnerstvu, potem pa jaz ne verjamem, da bom jaz z njo igral na mizni tenis, če se ne bo ona naučila. In seveda, v prvi fazi sem jaz pripravljen iti nasproti nji pomagati in jo naučiti, ampak v bistvu to je bom rekel, v primeru tenisa, teka in takih zadev, ne pa v primeru nekega partnerstva, osebne rasti. Ker glejte, v bistvu, če jaz najdem neko partnerko in jaz se ukvarjam z coachingom, zakaj bi jaz bil v bistvu partner, ki coach, zato da jo v bistvu postavim na nek isti nivo, da je lahko potem ekvivalentna partnerka. Če želim igrati tenis z neko osebo, žensko, ki obvlada tenis, ali pa recimo primer, v preteklosti sem bil v odnosu z partnerko, ki je bila vrhunska plesalka, in potem sem šel na plesni tečaj. In preko plesnega tečaja sem se vsaj do nekega nivoja naučil, da sem lahko na tem nivoju, bil na tem nivoju. Vedno v partnerstvo pridemo na istem nivoju. In partnerstvo, prva naloga je, da postanemo srečni, uspešni. Dal vam bom eno formulo, kako zgradite eno čudovito partnerstvo. To pomeni, prva stvar je, da moramo sami najprej postati srečni, zabavni, uspešni, zadovoljni. Ampak potem, kako je dejansko, da najdemo partnerja? Glejte, prvi korak je, da najdemo nekoga, ki nam je všeč. To pomeni, kako bom rekel, všeč. Najdem nekoga, ki nam je všeč. Se veste, kako je v bistvu, vedno, ko smo samski in potem, ko najdemo omizje nekih nasprotnih partnerjev, skeniramo, vidimo nekoga, ki nam je najbolj všeč in potem to postane neka naša tarča. Prvi korak je, najdemo nekoga, ki je všeč. In drugi korak je, da dejansko z njimi
z njim, s to osebo, se pogovorimo o vrednotah in pričakovanja. Glejte, če najdem partnerko, ki nima podobnih vrednot, potem je to partnerstvo že v samem začetku obsojeno pač na neko dolgotrajno ali kratkotrajno pač razpad ali karkoli, životarjenje. Če so stvari, ki so meni vredne, ki so mi pomembne, morajo biti tudi moji partnerji. Ravno tako pričakovanja. Največkrat gremo iz partnerstva zaradi tega, ker imamo različna pričakovanja. Poglejte, recimo primer. Lahko najdem eno čudovito osebo, zapakirano z najlepšimi oblinami, in če je moja želja, da postanem uspešen, da pomagam do uspeha še drugim ljudem, in tako naprej, da karkoli že, njena želja je pa, da ima lagodno življenje, potem dejansko ta stvar je popolnoma nekompatibilna. Jaz bom recimo, bom šel, delal bom na sebi, bom šel v fitness, tretje, ona bo pa pač doma, karkoli. A razumete, V bistvu vrednote in pričakovanja so tista, ki so v partnerstvu najbolj pomembna, ko gradimo partnerstvo. Problem je v tem, da večina ljudi pač iz tega drugemu smo všeč, potem pač se zgodi in pač ona zanosi in potem se skupaj preselita, potem imata otroka in sta nekaj časa skupaj, in potem ugotovita, da pač kdo sploh ti si? Zakaj sva mi da sploh skupaj? Kaj mi da sploh skupaj delava? A razumete? Popolnoma drugačne, različne vrednote, različne pričakovanja. To pomeni, če ugotovite, da so vrednote in pričakovanja različne, greste nazaj na točko 1. Kaj to pomeni? To pomeni, da dejansko, ko greste v novo partnerstvo, najdete nekoga, ki vam je všeč, preverite, kakšne so vrednote, kakšne so pričakovanja, in če to ne usklada, potem bodite iskreni do sebe in potem pač rečete, poglej, oprosti, zdi se mi, da pač ta zadeva ne bo funkcionirala, zdi se mi, da midva nisva tukaj, bom rekel, najbolj kompatibilna, želim ti srečo, lahko sva prijatelja, lahko greš v kino, ampak mislim, da tukaj za kaj več ne bi bilo. A razumete? To pomeni, gremo na točko 1 in najdemo novo osebo, ki nam je všeč. Preverimo vrednote in pričakovanja, in potem bomo šli naprej. Vprašanje, kaj pa, če ste zdaj že v partnerstvu? Našli ste nekoga, ki vam je bil všeč, preselili ste se skupaj, imate otroke, mogoče hišo in tako naprej. In zdaj po nekem času ugotavljate, da mogoče te vaše vrednote in ta vaša pričakovanja niso enaka in razmišljate o tem koraku. Če je to resnično precej, bom rekel, toliko, da dejansko se ne da ničesar rešiti, pač ne gre drugače. Vsi smo že šli skozi to zgodbo. Ampak v večini primerov z, bom rekel, neko dodatno pomočjo mentorja, coacha, se je možno ta pričakovanja in vrednote uskladiti. V večini primerov dejansko lahko zgradimo neko vizijo, ki je omogoča, da lahko pač, ker tukaj že ste skupaj, imate že neko zgodbo zgrajeno, če so potem tukaj še otroci, so vsak dodatni razlogi, da ostanete skupaj, je možno zadevo uskladiti in dejansko pač te vrednote in pričakovanja se pač uskladijo, da pač partner razumeta, kdo je, kako je, da se naučite drugega sprejemati in, bom rekel, podpirati, in potem gremo lahko naprej. In potem tretja točka, ki je mogoče, se pravim, v bistvu izgleda zelo enostavna, ampak je v bistvu bistvo potem nekega partnerstva. So dogovori in organizacija.
Glede, mogoče samo še eno izkušnjo, ne, glede teh pregovorov in pričakovanj. Ne. V enem izmed mojih bivših partnerstev, ne, se ravno spomnim, ne, dejansko ravno sva se spoznala z pač, ne, mojo bivšo, ne, in potem v bistvu pač že na prvem zmenku, ne, pač jaz sem te stvari, ker sem imel neke slabe izkušnje v preteklosti, sem pač te stvari na nek način razumel, ne, in sem že na prvem zmenku želel zvedeti, kdo sploh ona je, kako razmišlja, kaj se dogaja. In ves čas, ko sva se pogovarjala, ne, kaj pa to misliš, kako pa glede tega, ne, potem recimo greva tam mimo nekih staršev z otroci, ne, in potem tudi starši na nek način se pogovarjajo z otroci, ne, jih na nek način poskušajo vzgajati, ne. Jaz vprašam v bistvu, kaj pa ti misliš glede tega, kako bi pa ti rekla, kako bi pa to, ne. Okej, mogoče z nekega nivoja malo tako nadležno, ampak po drugi strani pa dejansko, ko ti je jasno, kaj ti hočeš, ko imaš ti jasen neko sliko, koga hočeš, s kakšno osebo želiš biti, ko so ti jasne tvoje vrednote, potem enostavno, še posebej, če si, ne vem, mogoče malo starejši, ne, nimaš časa, da raziskuješ, da zgubljaš, zdaj pa in potem po 10 letih ugotoviš, da pač dejansko ste si se pozabil pogovarjati, kaj pa sploh te je pomembno, kako bi pa ti sploh to in tako naprej. Ne. A razumete? Ne? Ok, vrednote pričakovanja smo rekli pač, če so različni, gremo na točko 1, če smo že nekaj časa v odnosu in pač, bom rekel, smo vezani, potem pač treba uskladiti in potem je tretja točka, so pa dejansko sami dogovori in organizacija. Kaj to pomeni? Glejte, moja izkušnja je dejansko, da ogromno parov, partnerstv dejansko jemlje bistveno preveč spontano. Ok, bova že, se bova dogovorila, bože, kdo bo pelal otroka, no tiska bo imel čas, bomo šli ko bo to je v bistvu brez veze. Dejansko večina uspešnih parov, ne, mogoče zgleda ta del suhoparen, ne, ampak ravno isto kot tole, ne moramo se o tem pogovarjati že zdaj, ne moramo kaj pa, daj počakaj, pa navštite živ, pa pa tretje. A razumete? Poglejte tukaj gor, ne, da vam mogoče jasno. Jaz sem imel primer, ko je bila ženska, pač šla v neko partnerstvo, ne, in potem, ne vem, pol leta že skupaj hodita, ne, in potem ugotovi, da je pač ti brezposeln. In da je v bistvu, ne da je brezposeln, pač vsakmu se zgodi, da je brezposeln, ampak da je kronični brezposelnik, če obstaja tak izraz. Ampak razumete, ne? Namesto, da bi v bistvu že na prvem zmenku vprašali, ok, kje pa delaš, ok, pa si mogoče ne rabiš vprašati, koliko imaš pa plače, ne? Ampak a si zadovoljen s plačo? Ker v bistvu pač spoznaš nekoga, ki nima denarja, ki je brezposeln, kako bo skrbel zate, kako bo skrbel za družino, za otroka in tako naprej. Ne? Ok, to pomeni, da pač prej kot te zadeve, ki so, bom rekel, malo take, ne, damo skozi in jih opravimo, prej smo svobodni. Isto je z dogovori organizacijo, ne? Da dejansko ti veš, ok, kakšne so zadolžitve tvoje, kaj ti delaš doma, kako bomo to naredili, kdaj gremo kako je glede z otroci in tako naprej. Se pravi, organizacija in dogovori so večinoma, ne, vsi bi bili, jaz se pa ne želim vezati, meni se pa zdi to brez veze, pa mi bomo spontani in tako naprej. Plejte, ok, odvisno, kakšno življenje se hočete iti. Ne. Lahko imate spontano življenje, ampak v bistvu lahko vam direktno povem, da boste spontano razočarani. Ker v bistvu vsi uspešni ljudje si življenje organizirajo. Ker ko imaš ti organizirano, gledajte recimo samo primer, ne. Kaj bom pa danes kuhala, kaj bomo pa jedli za večerjo, kaj bi pa ti jedel, kaj boš pa ti jedel, veš, tega pa nimamo, moramo pa to kupiti, Gledajte, sama zmeda. Če pa vi naredite recimo v ponedeljek seznam, ok, za kosilo bomo ta teden to jedli, za večer bomo ta, ok, potem imate pa svobodo za vse ostale zadeve. Tako da v bistvu te stvari, pač tudi na mojem treningu gremo precej v podrobnosti v te zadeve, jih organiziramo, ne? Ker če so te stvari jasne, potem ni teh nepotrebnih razočaranj in dejansko potem lahko gradiš na tistem, zaradi česa si skupaj.
zaradi neke čudovite izkušnje. Ampak če v bistvu, a si predstavljate recimo, da greste z nekom na potovanje, ne? Okay. Želite uživati potovanje, ne? Okay. Ne? Želite imeti neko čudovito izkušnjo, ne? Ampak dejansko pač, okay, grejo malo po Evropi, kam pa šla, daj tamle pejt na tole, pejt levo, kar greva, no, ok, v redu, kje pa spala, ne vem, mogoče bova že, ok, v redu, mogoče enkrat bi bilo to zabavno probati, da pač vidiš, kako celotna zadeva izgleda. Ampak v bistvu, gledajte, če nimate splaniranega potovanja, potem ne boste uživali. Isto pa je življenjem. Ko imamo življenje splanirano, ko imamo življenje zorganizirano, potem se lahko posvetimo na lepim stvarem, lepim razgledom, lepim doživetjem, lepim večerjem, ampak potem vemo, kje bomo zvečer spali, vemo, kje bomo naslednje jutro in tako naprej. Tako da v bistvu 3 koraki, ne? Najprej smo porekli, prvič smo rekli, partnerstvo sta 2 srečna, zadovoljna, uspešna, samostojna posameznika, ne? Najprej moramo to postati, ne? In v bistvu 3 koraki. Najdemo nekoga, ki nam je všeč, ki nam ustreza, čutimo neko privlačnost, atrakcijo, ne? Joj, kaj pa če ne najdem nikogar več? Toliko v bistvu mi je ta oseba všeč, vem, da sva različna, vem, da ima čisto druge vrednote, ampak jaz toliko čutim. Ok, s čim? S čim to čutiš? Ok, ne bom odgovoril. Ampak razumete, ne? Kaj je tisto, kar v tistem trenutku čutiš? Hormone, ne? En kupenih čustev, ne? Ampak kaj pa potem, ko se to ohladi, ne? Kdo si že ti, zakaj sva skupaj in tako naprej. V redu, všeč, vrednote, pričakovanja, dogovori in organizacija. To je bil en mal daljši video za danes, skoraj en mini tečaj. Želim vam en čudovit dan, čudovito partnerstvo. Če potrebujete pomoč, se oglasite, z veseljem pomagam, to pač delamo, ne? Imam program, ki pač vam to pomaga po korakih in tako naprej, ne? In ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.